Mali delničarji IBI-ja smo za prodajo družbe izvedeli iz časopisa Finance. Konec oktobra 2007 je bil objavljen razpis za prodajo strani prodajalcev največjih delničarjev IBI-ja. To so bili NFD Holding Ljubljana, KD Kapital, SOD Slovenska odškodninska družba, Pondera, bivši lastnik Božič, Gorenjska borzna posredniška hiša v svojem imenu in v imenu strank, Tatjana Tanej, bivša lastnica Božiča, Adriatic Slovenika in DSU Ljubljana. Torej, skupaj 91.419 tako imenovanih navadnih imenskih delnic, kar je predstavljalo 85,05% osnovnega kapitala naše družbe. Finance tudi navajajo, da je bilo neuradna izklicna cena IBI-ja 25 milijonov. Torej, za dražbo 14. decembra 2007 so se udeležili le kupci, ki so predložili bančno garancijo v višini petine ponujene cene, kar je pomenilo 3 milijone evrov. 3 milijone evrov, tole je bila kupnina najmanj 15 milijonov evrov. Družba IBI je imela v bilanci leta 2006 21,7 milijonov evrov sredstev in dobrih 17 milijonov evrov kapitala. IBI, ki je zaradi recesije in slabega vodenja delal z izgubo, je leta 2006 kljub temu zaključil z dobičkom, ker je prodal 7861 delnic Gorenjske banke in je bil tako dobiček 300.000 evrov. Sredstva družbe IBI predstavljajo poleg proizvodnje in stavb še cirka 45.000 kvadratnih metrov zemljišča, ki je po naši oceni vredno od 8 do 9 milijonov. Ima 16 stanovanj v Kranju, 2 počitniška apartmaja v Barbarigi in kar za 1,5 milijon delnic zavarovalnice Triglav. IBI je bil torej prodan za borih 3 milijone evrov in lahko bi se reklo, da je bil podarjen Tkanini Celje, gospodu Boštjanu Marovtu, ki je vpisal svoj del v AJPES šele 3.1.2008 z namenom, da iztisne nas male delničarje, ki imamo skupaj cirka 15% v celotni kupnini. Po enem mesecu je firmo preprodal Firnis Mark z slamnato lastnico gospo Alenko Verlič, ki po naših podatkih ima minus kapital in nima zaposlenih nikakršnih delavcev. Prav zato smo se mali delničarji samoiniciativno na skupščino delničarjev, namreč nismo bili vabljeni, prijavili na skupščino delničarjev družbe, ki je bila 15.2.2008. Skupščino je vodil gospod Marovt kot pooblaščenec firme Smark. Na skupščini malih delničarjev od Marovta nismo dobili na naša vprašanja nikakršnih odgovorov. Prav tako ne, kaj novi lastnik namerava z IBI-jem storiti. On se je le sarkastično smejal, dejal je, da kot pooblaščenec ne ve, kaj firma Smark namerava storiti. Zato smo mali delničarji
na skupščini napovedali in kasneje tudi vložili izpodbojno tožbo. V slovenski ustavi je v 2. členu zapisano, da smo pravna in socialna država. Zato smo za svoje nestrinjanje poslali pobudo za revizijo postopka o zakonitosti in smotrnosti take prodaje družbe IBI z naslednjim službam. Računsko sodišče Ljubljana, Agencija za vrednostne papirje, Ministrstvo za gospodarstvo gospodu Vizjaku v roke, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za varstvo konkurence. Ugotovili smo, da nihče ni pristojen, da to rešuje in se nikogar nič ne tiče. Na to pa prosili za pravno pomoč in jo tudi dobili pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev VZMD Ljubljana. Gorenjska borzno-posredniška hiša je v tem času spremenila vrednost delnice iz 15 na 33 evrov za delnico. Ne vemo, kdo je naročnik in končni plačnik odkupa delnic pri GBD. Ravno v tem trenutku pa je znižala ceno in jih odkupuje zopet po ceni 20 evrov za delnico. Mali delničarji IBI smo se tako v tem času združili v delniški sporazum pri VZMD-ju, s katerim skupno predlagamo pretežnemu lastniku odkup naših delnic po pravični ceni, saj smo IBI ustvarili na poštenih temeljih z odrekanjem dobičkov za posodabljanje tovarne za boljši jutri. Z delom, s prostovoljnim delom. Ko smo tovarno gradili, je imel vsak delavec od 500 do 2000 prostovoljnih ur na leto. In znanjem smo dosegli, da smo bili Gazela, prvo in drugo mesto smo delili v SFRJ, v tekstilni industriji. Imeli smo 96% konvertibilnega izvoza v vse evropske države in v Ameriko. Prav tako pa tudi še v samostojni Sloveniji. Žal nam je izničenje blagovne znamke in kapitala znanja v slovenski tekstilni industriji ter nepoštenosti do delovnih ljudi. Sprašujemo se, kje in kdo bo zadostil našim pravicam, ki nam pripadajo. Upamo, da bomo preko VZMD-ja uspeli vsaj dobiti pravično ceno za našo delnico. Imamo občutek, da je Sod in Kat, ki sta po našem mnenju, bi rekla v narekovaju, grobarja slovenskih firm, namesto da bi ohranjala delovna mesta ter odpirala nova, pa skrbita le za pogrebe in prodajo zemljišč. Država pa kot da jih pri tem podpira. Mislim, da nismo več v času našega največjega pisatelja Ivana Cankarja, a se ponavlja zgodba o hlapcu Jerneju in njegovi pravici ali ne?